ga bo nadaljeval kolega Peter Vodopivec. V naslednjem obdobju korakanja do Slovenske univerze spregovorimo o slovenskih avstrijskih univerzah in univerzah slovenskih narodnih programih do leta 1918. Kolega Petra Vodopivca mislim, da ni treba posebej predstavljati, je pač upokojen profesor Filozofske fakultete in znanstveni svetnik z Inštituta za novejšo zgodovino, ko vsi poznamo po njegovih delih iz novejše zgodovine. Prosim. Spoštovane gospe, cenjeni gospodje, profesor dr. Franc Videl je v razpravi o višjem šolstvu na Slovenskem do leta 1918, ki je pred pol stoletja izšla v zborniku 50 let Slovenske univerze v Ljubljani, omenil, da sta pred njim o višjem šolstvu v Ljubljani prizadevali za ustanovitev Slovenske univerze v času Habsburške monarhije že izčrpno in obširno pisala Bogomir Senekovič in dr. Janko Polec, zato lahko sam njuno sliko dopolnila v podrobnosti. Pisec, ki se pol stoletja pozneje loteva pisanja o teh vprašanjih, lahko podobno ugotovi, da že k zapisanemu ne more dodati mnogo novega. Polčevo in Cviklovo sliko razvoja višjega šolstva v Ljubljani sta v zadnjih 2 desetletjih prepričljivo poglobila in razširila dr. Jože Ciperle z monografijo v Ljubljanskem liceju in dr. Janez Šumrada z razpravami o šolstvu v ilirskih provincah, študente in študentke iz Kranjske na Dunajski univerzi v 19. stoletju in začetku 20. stoletja pa je na osnovi arhivskega gradiva podrobno predstavil dr. Alojz Simrič. Številčno rast in študijske usmeritve slovenskih študentov na avstrijskih visokih šolah v letih 1848-1918 je opisal profesor Vasilij Velik. Študijsko pot slovenskih pisateljev na Dunajski univerzi je raziskal profesor Tone Smole, o slovenskih doktorantih na Karlovi univerzi v Pragi pa je pisala dr. Irena Gatar-Godina. In še bi lahko naštevali. Na osnovi že zapisanega je tako mogoče danes kratko reči naslednje. Po ukinitvi jezuitskega reda je dotedanje jezuitsko šolstvo prišlo v državne roke. Za nekdanje jezuitske nižje študije se je postopoma uveljavilo ime gimnazija, za dotedanje jezuitske višje študije pa licej. Z uvajanjem novih učnih načrtov je prišlo sprva do razširitve obstoječih in uvajanja novih učnih smeri, tudi v začetku 80. let 18. stoletja so program dvoletnega licejskega študija filozofije, ki je ostal pripravljalnica za univerzitetne študije, znova skrčili. Leta 1782 je vlada v Ljubljani ustanovila mediko-kirurško šolo, ki je bila prva medicinska šola na slovenskem ozemlju, na kateri so poučevali anatomijo in veterino. Tudi na njej so se kljub uglednim učiteljem kot Ljubalta za raket lahko šolali tudi ravnoceliški vajenci brez dokončane gimnazije in učenci z dokončano normalko ali 3 razredi glavnih šol, tako da je vprašanje, ali je takšen študij sploh višji študij. Že leta 1783 pa so v skladu s politiko Jožefa II. Ustanovili generalno semenišče za notranjo Avstrijo v Gradcu in ukinili teološke študije v Ljubljani. 2 leti pozneje je sledila še ukinitev filozofskih študij. Kranjski deželni stanovi so se tako z 2 peticijama, ki jo je sestavil Anton Tomaš Minkar, v letih 1786-87 zavzeli za obnovitev filozofskega študija, pri čemer jih je podprl tudi škof Herberstein. V drugi spomenici cesarja pri tem niso več prosili le za obnovitev licejskih filozofskih letnikov, temveč za ustanovitev po zgledu Dunajske univerze zasnovane visoke šole, ki bi imela tudi pravne in tehnične študije. To je bil torej po že omenjeni akciji akademiji v Perozoru je bilo drugič, da so se v Ljubljani oglasili pobudniki ustanovitve univerze, stanovi pa so se pri tem sklicevali tudi na deželni jezik, katerega znanje naj bi koristilo ne le duhovnikom in uradnikom na ozemlju slovensko govorečim prebivalstvom, temveč tudi na Hrvaškem in Dalmaciji. Vseeno sta bili peticiji zavrnjeni in leta 1788 so bile ukrenjene filozofske študije v starem obsegu z nemščino kot učnim jezikom
leta 1791 pa še teološke študije na licejski stopnji. V kratkem času vladanja Leopolda II. Je dobil ljubljanski licej po Linhartovih zaslugah nekaj več avtonomije, ki pa so v začetku 19. stoletja zopet omejili. Hkrati so v letih pred nastankom ilirskih provinc z novimi predmeti razširili program filozofskega študija, vendar je ta ostal dvoletni, kar je pomenilo, da je moral študent, ki je želel nadaljevati študij na univerzi, tretji letnik filozofije, tako kot prej opraviti na univerzi. O prizadevanjih francoskih oblasti za ustanovitev visoke šole oziroma univerze v Ljubljani v času ilirskih provinc so pisali Janko Polec, Vlado Šmid, Franc Mitel in Janez Šumrada, ki so ugotovili, da so se vrhovi ilirske uprave, da bi študentje ne odhajali na avstrijske univerze, zauzemali za ustanovitev popolne univerze francoskega tipa v Ljubljani, da pa do uresničitve teh načrtov ni prišlo. Odlok glavnega guvernerja maršala Marmona o organizaciji šolstva v ilirskih provincah leta 1810 je sicer res določal, da se liceja v Ljubljani v Zadru preoblikujeta v centralni šoli, pri čemer naj bi centralne šole v ilirskih provincah ne bile srednje šole kot v Franciji, temveč visoke šole. Centralne šole pa so pod tem imenom delovale le eno leto, saj so pri novembra 1811 z odlokom guvernerja Bertrama preoblikovane v akademijo s 5 fakultetami. Po zamislih ilirske vlade naj bi bil študij na Ljubljanski akademiji popoln univerzitetni študij z akademskimi stopnjami vse do doktorata. Toda akademija v Ljubljani ni bila zaradi počasnega reševanja organizacije ilirskega šolstva v Parizu, kot je opozoril Janez Šumrada, nikoli formalno ustanovljena. V negotovih finančnih in političnih razmerah je 2 leti delovala le v okvirih odloka guvernerja Bertrama, kar je bilo prekratko obdobje, da bi podeljevala diplome ali celo doktorate. Za trditve, da je Ljubljana že v času ilirskih provinc dobila svojo univerzo, ki smo jih zopet slišali v zadnjem času, torej ni prave osnove. Po odhodu Francozov in obnovitvi avstrijske oblasti je bil v Ljubljani obnovljen licej s filozofskim, teološkim in mediko-kirurškim študijem. Pobude, da bi študij na liceju razširili študijem prava in tretjim letnikom filozofije, ki bi študentom omogočil neposredno vpis na univerzo, niso naletele na razumevanje oblasti. So po ljubljanskem liceju kot liceji drugod v monarhiji poskušali sami razširiti učna področja s poukom neobveznih predmetov. Pouka poljedelstva, pedagogike, botanike, italijanskega jezika in književnosti ter celo arabščine. Leta 1817 je bila tako, kot vemo, ustanovljena tudi Stolnica za slovenski jezik. Za pouk slovenščine na liceju se je, kot je opozoril France Kidrič, že leta 1814 zauzemal Valen Prihodnik, tudi cesar je leta 1817 za profesorja slovenskega jezika imenoval Franca Metelka. Slovenščina je bila na liceju odtlej obvezen predmet za študente drugega letnika teologije, prostovoljcev drugih študijskih usmeritev pa je bilo precej manj, med največ leta 1817, ko jih je bilo 17. Pri tem število slušateljev licejev pred marčni dobi nikakor ni bilo zadanljivo. Kot je na podlagi ohranjenih licejskih matrik ugotovil Jože Ciperle, je bilo v letih 1815-1848 na filozofski študij upisanih kar 2900 študentov. Na teološki študij 1390, na mediko-kirurški študij pa v letih 1828-1848, 245, matrike za mediko-kirurški študij za čas prej niso ohranjene. Na podlagi ohranjenih matrik je bilo torej mogoče ugotoviti 4535 študirajočih, dejansko število slušateljev pa je bilo, kot je menil Ciperle, še precej večje. Z reformami srednjega in visokega šolstva in podaljšanjem gimnazijskega šolanja za 2 leti so bili liceji v Avstriji leta 1849 ukinjeni
in od višjih šol so na ozemlju slovenskih prebivalstvom ostala samo še škofijska bogoslovna učilišča. Univerzo v Gradcu so leta 1782 spremenili v licej in jo šele leta 1827 znova preoblikovali v univerzo. V prvi polovici 19. stoletja je bila tako študentom iz dežel slovenskim prebivalstvom, ki so se odločili za univerzitetni študij, najbližja univerza Alma Mater Rudolfina na Dunaju. Alojz Sidrič je v raziskavi študentov iz Kranjske na Dunajski univerzi ugotovil, da se v letih 1804-1848 na njene fakultete vpisalo 564 kranjskih študentov. Med njimi je bilo največ pravnikov, sledili so medicinci, na tretjem mestu so bili filozofi, na zadnje pa teologi, ki so lahko za duhovniški poklic potrebno izobrazbo dobili doma. Po geografskem in socialnem korektu so močno prevladovali študente iz mest in trgov, čeprav so bili nekako do sredine predmarčne dobe še dobro zastopani tudi študente kmečkega porekla. V zadnjih 50 letih predmarca pa je na to, kot je upozoril Citrič, delež študentov s kmečkim in plemiškim poreklom že upadel, povečeval pa se je delež študentov iz uradničnih družin in družin svobodnih poklicev. V prvem desetletju po revolucionarnem letu 1848 je bilo število vpisanih na kranjskih študentov na Dunajski univerzi še primerljivo številom v zadnjem letu desetletju predmarčne dobe. Od 60-ih let 19. stoletja pa se je začela postopoma zniževati. Dinamika rasti se je na to opazno povečala v 90-ih letih 19. stoletja in se z nihami povečevala do začetka prve svetovne vojne. Vseh kranjskih študentov, vpisanih na Dunajsko univerzo v obdobju 1848-1918, naj bi bilo 1890. Med njimi so še naprej prevladovali pravniki, sledili so študente filozofske fakultete, med katerimi so bili tudi matematiki in fiziki, na tretjem mestu so bili medicinci, najmanj pa je bilo zopet teologov, ki so študirali na domačih bogoslovnih učiliščih. V socialno-geografskem projektu je še naprej največ študentov prihajalo iz urbanih naselij. Skoraj 30% jih je bilo po Sidričevih izračunih iz Ljubljane in okolice. Večina jih je prihajala iz uradniških družin in družin zaposlenih v javnih službah, kmečkih sinov je bilo predvsem manj, najmanj pa je bilo študentov iz obrtniških in delavskih družin. V letih 1897-1917 so na Dunaju študirale prve kranjske študentke, vseh skupaj do 31, 25 na filozofski in 6 na medicinski fakulteti. Po Sidričevih izračunih je bil materni jezik kar 73% kranjskih študentov na Dunajski univerzi v drugi polovici 19. stoletja in pred prvo svetovno vojno slovenščina. Kot je ugotovil profesor Vasilij Menik, je v 70. in 80. letih 19. stoletja na avstrijskih visokih šolah sploh študiralo nekaj manj kot 400 slovenskih študentov letno. Od srede 80. let pa se je začelo tudi njihovo število povečevati. V sredi 90. let jih je bilo že več kot 570, leta 1905 skoraj 800, leta 1913 pa že več kot 900, še ne celo 1000. Okoli 2/3 med njimi sta po Meniku študirali na Dunaju, nekoliko manj kot tretjina v Gradcu, na drugih avstrijskih univerzah, vključno s Prago, pa na njih bilo precej manj. Ocene grafskega zgodovinarja Haralda Hepnerja o slovenskih študentih na univerzi v Gradcu so nekoliko višje, saj da bi bilo samo v letih 1884-1914, ko se prav 30 letih več kot 1230, pri čemer so vključeni tudi težaški slovenski študentje. Po študijski usmeritvi je bilo med slovenskimi visokošolskimi študenti do konca 19. stoletja, ko so prehiteli pravniki največ bogoslovcev, ki so se šolali na domačih bogoslovnih učiliščih, bolj pa je nihalo število filozofov in tehnikov, ki se je povečevalo šele pred prvo svetovno vojno. Vseeno je v začetku 20. stoletja celo ljubljanski župan Ivan Hribar menil, da študij strojništva za mlade Slovence ni primeren.
saj radi zastrojnike v slovenskem ozemlju ne bilo prave zaposlitve. Ko se je leta 1902 poznejši utemeljitelj elektrotehnike na Ljubljanski univerzi in v letih 1928-1929 rektor Milan Vidmar odločil, da se bo upisal na Visoko tehnično šolo na Dunaju, je Hribar to njegovemu očetu odločno odsvetoval, rekoč, da se bo mladi Vidmar postrojni inženir lahko na slovenskem zaposluje v kakšni veliki lekarni Maribor. Po Hribarjevem mnenju bi bilo mnogo pametneje, če bi študiral gradbeništvo, Milanova mama pa je nasprotno želela, da bi postal filozof ali pravnik, ker se je očitno zdelo že predaj kontraktudno, medtem ko bi oče najraje videl, da bi se po maturi zaposlil v železniški ali poštni upravi. Večina slovenskih študentov se je po študiju vrnila domov, nemalo pa jih je službovalo v raznih delih monarhije. Del med njimi se je posvetil znanstvenemu delu. Ker so bili pogoji za takšno delo doma slabi, so slovenski izobraženci z večjimi ambicijami delovali v avstrijskih visokošolskih središčih in poučevali na avstrijskih univerzah. Med zadnjimi niso bili le pravniki in slavisti, kot Miklošič, Krek, Murko, Nartik ali Štreker, temveč tudi medicinci, naravoslovci in tehniki. V letih 1855 tako Simon Strupi predaval veterino v Pragi. Od leta 1869 Simon Šulic fiziko na Graški univerzi, Ignác Klemenčič je bil profesor fizike v Gracu in Innsbrucku, Josip Lemer profesor matematike v Červanicah, posebno gled pa se je seveda pridobil Jozef Štefan na Dunaju. Med prvimi profesori Ljubljanske univerze jih je 11 študiralo na Dunaju, 2 v Gracu, 8 pa jih je bilo že v času monarhije habilitiranih na univerzah na Dunaju, v Gracu, v Pragi, v Zagrebu in Červanicah. Leta 1848, ko je Dunaj zajel revolucionarni namir, se je na Dunajsko alma mater upisal en sam krajski študent. V krogih slovenskih izobražencev, ki so spomladi leta 1848 oblikovali slovenske zahteve, pa so ob zahtevah po uveljavitvi slovenščine v šolah in uradih že v prvih letih po izbruhu revolucije na Dunaju omenjali tudi zahteva po ustanovitvi univerze v Ljubljani. Za šole v slovenskem jeziku, vse do univerze, so se že v začetku aprila zavzeli zastopniki mesta Kranja, v drugi polovici aprila pa so ustanovitev univerze kot možno slovensko zahtevo že omenjali tudi v programu Graške Slovenije. O reformnih predlogih preoblikovanja avstrijskega šolstva, ki so napovedovali ukinitev licejev, so k ustanovitvi slovenske univerze že maja 1848 pozvali tudi študentje in profesori Ljubljanskega liceja z rektorjem Matijo Školerjem in profesorom Janezom Blagajcem. 2 meseca pozneje so se za pravne študije v Ljubljani zavzeli še študentje in profesori filozofskih študij, vendar za vse to pri oblasteh v Ljubljani na Dunaju ni bilo nobenega razumevanja. Predloge za univerzo v Ljubljani so v državnem zboru in ministrstvih na Dunaju prav tako neuspešno vlagali slovenski državnozborski poslanci. Konec decembra pa se je za njeno ustanovitev zavzelo tudi slovensko društvo z Janezom Blagajcem na čelu. Vlada je vse te prošnje odbijala in oktobra 1848 dobila le 2 brezplačni pravni slovnici v iljerskem jeziku. Leta 1849 sta tako v Ljubljani civilno in kazensko pravo slovensko predavala pravnika Anton Bažon in Ernst Lehmann. Že avgusta pa so na Dunaju odločili, da se bodo slovenska pravna predavanja preselila v Gradec, kjer sta na to vsak po eno leto slovensko predavala dr. Josip Kranjc in dr. Janez Kopač, 4 leta, do leta 1854 pa dr. Josip Skerling. V slovenščini sta v Gradcu nekaj let predavala tudi profesorja Robič in Tosi na bogoslovju. O prizadevanjih za ustanovitev slovenske univerze v Ljubljani v drugi polovici 19. stoletja in pred prvo svetovno vojno so podrobneje pisali Josip Polec, Franc Siter in dr. Ana Benedetič. Iz že zapisanega kratko povzemam še sledeče. Vprašanje o slovenski univerzi v Ljubljani je postalo zopet aktualno z liberalizacijo političnega življenja v monarhiji v drugi polovici 60. let 19. stoletja, ko so v
na taborih in jaških shodih zahtevo po ustanovitvi univerze vključili v svoje programske točke. Slovenski poslanci v Kranjskem državnem zboru in državnem zboru na Dunaju so se bolj za državo in previdno zauzemali ne za pravno fakulteto ali pravno akademijo, kakršnega v Zagrebu, in sicer z argumentom, da morajo uradniki znati slovensko. Leta 1870 je vlada res zapisala na slovenska predavanja praktičnih pravnih predmetov v Gradcu, kar pa državni zbor ni potrdil. Vprašanje v slovenski univerzi so bilo ponovno v spredje slaba 30-letja pozneje, v času politične krize, ki so povzročile Badenjeve reforme in zaostrena češko-nemška nasprotja. Zahteve po ustanovitvi univerze sta tedaj podprla Kranjski državni zbor in ljubljanski mestni svet, ki sta ustanovila vsak svoj sveučilišni sklad. Leta 1901 pa se je gibanje za slovensko univerzo še razmahnilo pod vtisom vladnih obljub o ustanovitvi italijanske univerze v Trstu. Zahteve po ustanovitvi univerze v Ljubljani so z množičnimi shodi v Gradcu, Pragi, na Dunaju podprli tudi študentje. Na študentskem shodu na Dunaju, v katerem se je zbralo okoli 3000 nemških in slovanskih študentov, je tako slovensko spomenico, ki nasprotovala italijanski univerzi v Trstu in pozivala k ustanovitvi univerze v Ljubljani, kot sem odkril šele pri pripravi svojega današnjega prispevka, predstavil moj stari oče. In izval takšno ogorče med nemškimi študenti, da bi svoje prišlo do fizičnega spopada. Istega leta je ljubljanski župan Ivan Hribar ustanovitev univerze razglasil za svojo življenjsko nalogo, saj naj bi imeli Slovenci do vse učilišča popolno pravico. In v naslednjih letih so to stališče zastopale tudi politične stranke in njihova glasila, čeprav katoliški predstavniki v vse učiliščem odseku, ki ga je vodil Hribar, niso sodelovali. V letih pred prvo svetovno vojno pa se del slovenskih izobražencev prepričan, da je za ustanovitev univerze v Trstu več možnosti in je Trst kot večje in odmorsko mesto zato sploh bolj primerno zavzel za ustanovitev slovenske univerze v Trstu. Z izbruhom prve svetovne vojne je bilo gibanje za univerzo, slovensko univerzo naj bo v Ljubljani, naj bo v Trstu zastalo in je znova uživelo še po razpadu.